Kevin Koradin se mi je pridružil v oddaji Radioaktivno. Zdravo. Zdravo, Boštjan, lepo zdrav. Po nekaj sodelovanjih si po kar nekaj časa postregel solo skladbo. Mislim, da je bil že čas, no. Nisem se kaj dosti, v bistvu niti, bom rekel, razmišljal o tem, ker sem imel toliko dela, da čas je mineva, v mesti so tekli in za vsem, kar se je dogajalo okoli te korone in vsega skupaj je kar eno leto šlo mimo tako. In na nek način sem potem v eni fazi sem se zavedal, mogoče so mi tudi namignili, točni prijatelji, zdaj pa bi res bil že čas, da kaj izdaš spet kakšen tvoj komad, da kaj in mogoče tudi, ker sem zdaj toliko muzike delal za druge, sem zelo sproščeno pristopil k celi stvari in sem celoto te svoje pesmi čisto tako neobremenjeno. V bistvu sem delal tak stil muzike, kar je prišlo iz mene, no. Nisem sploh razmišljal o trendih ali neki karkoli, kaj se bo zdaj vrtelo v tem smislu, no, tako bom rekel. Malo sem šel nazaj k svojim koreninam. Čeprav pa skladba ni čisto solo, kaj ti na kitari imaš posebnega gosta? Ja, mislim, solo v smislu, da jo interpretiram kot solist, ne. Seveda pa pri samem snemanju, kar se tiče inštrumentalne izvedbe, sem imel gosta na bas kitari, je odigral bas kitaro moj oče, Ladi Koradin, ki je bil tudi svoj čas basist v 70-ih letih. V začetku 70-ih let je bil član prve zasedbe skupine Boomerang skupaj z Danilom Kocijančičem in je bil že takrat basist in potem je tudi igral v raznih rock zasedbah tukaj na Obali. Tako da je nekako sem ga ponucal, bom rekel, kot basista. Sem rekel, zakaj pa ne bi skupaj enkrat naredili. V vseh teh letih me je podpiral kot glasbenika in zanimivo, nikoli nisva nič naredila in zdaj sem dobil to idejo. Ja. Sedaj si ga spodbudil, da se tudi veterani zberejo, pa kaj naredijo? Dal mi je malo misli, tako en dan sva se pogovarjala, pa je rekel, veš, sej muzika, glasba je večna, ne, skozi to, kar delaš v glasbi, to, kar delaš v glasbi, bo vedno ostalo nekje, ne. In ko je to rekel, sem si rekel, sam sebi, ne, v sebi sem razmišljal v tistem trenutku, a ne bi bilo lepo, da skupaj nekaj posnameva, pa da bo tudi en posnetek, kjer sva mi dva skupaj igrala gor, zavedno, a veš, večni. Govoriva o skladbi Nekoč, ki je plod zaprtja, pa verjetno pri tem zaprtju Donat MG ne koristi. Ja, pa povejva, da govoriva o zaprtju glede karantene, ne, in lockdowna, da ne bo ljudje mislili, da govoriva o kakšnem drugem zaprtju. No, zato sem omenil, da Donat MG ne koristi. Ja, tako. Veš kako, tako bom rekel, zdaj, veliko ljudi je postalo kar malo nostalgičnih po Tajdih, veliko krat slišim, bili ste dober band, da bi mogoče še kdaj dal skupaj skupino in zadnje čase, ne vem, če to ta korona malo botrovala, da so ljudje tako nostalgični, morda tudi, sem potem dejansko začel malo več rock glasbe spet delati, no. Rekel sem, to, da bi dal skupaj band, se ne bo zgodilo, to je pač nemogoče, ne. To je tako, kot če bi nekomu rekel, da gre nazaj z bivšo ženo, ne, ker so pač nemogoče. Pa mislim, bi rekel, ja, si sta bila tudi srečna včasih, ne, ampak vemo, ko se ene stvari končajo, pač ni tle poti nazaj, vsak ima svoje življenje, niti nismo več v stiku s fanti in tako. Ampak glasba, ki sem jo pa delal takrat, ta glasba še zmeri del mene, to glasbo sem jaz pisal, ravno tako besedila kot glasbo in tudi snemal sem jo in to je v meni in meni ustvarja takšno glasbo in nobena težava. Mogoče sem samo rabil nekaj let odklopa od vsega tega, da sem delal druge stvari, da sem se prečistil, bom rekel, in zdaj zadnje čase sem opazil, da sem kar nekaj rock komadov spet napisal, kar se v zadnjih letih niti ni dogajalo kaj dosti in ja, zdaj mi pa spet spontano tako prihaja. Si to svojo pop žilco nekako bom rekel, preko drugih zdaj, ko ustvarjam in pišem pesmi za druge izvajalce, lahko to mojo, dajmo reči, nekako afiniteto do pop glasbe tam izražam in pri svojih pesmih se morda zdaj spet lahko vračam malo bolj rock glasbi. Je ta pesem tudi pesem uporništva? V bistvu je vsega malo je uporništva, malo je nostalgije, malo je introspekcije, vse skupaj se mi zdi, da je zelo lepo sprejemljivo povedano, nobenega ne žalim, ampak čisto se mi zdi, da je tako, da mogoče da ljudem malo misliti, da se malo sami vase zazrejo, pa se malo spomnijo, kako je bilo in da je lahko spet tako, kot je bilo, kar v bistvu je točno to, kar v pesmi prepevam, ne. Videa še nisi posnel, kaj ti ni bilo časa? Pogoji so bili slabi, ker smo bili ravno še zaprti na občine, dogovarjal sem se z eno ekipo iz Štajerske, bile so skozi te težave s prehajanjem meja in vsi problemi, ki pridejo zraven in nekako smo se pol odločili, da
počakamo, ko se bo res vse sprostilo, da bomo lahko v miru naredili en normalen scenarij. Veš, da se ne bomo rabili nekje skrivati tam, pa šteti, koliko nas je, pa vse te stvari. Tako da smo rekli, dajmo raje počakati, da se stvari znormalizirajo. Potem seveda oni imajo zdaj še druge projekte, ki jih zaključujejo, tako da verjamem, da bomo enkrat poleti to naredili, kar je meni čisto okej. Me sploh ne moti, če bom video dal ven kasneje. A veš, pa naj komad zdaj malo dela na radijskih postajah, pa bomo pol naknadno še video spot dali ven. Bomo pa sedaj pesem dali tudi v naš eter, zato Kevin, beseda je tvoja. Drage poslušalke, poslušalci Radia Prlek, za vas je tukaj moja nova pesem Nekoč in želim vam, da ob njenem poslušanju se spominjate na vse lepe čase, ki smo jih preživljali in da verjamete v to, da nam bo spet lepo. Čau! Kričali smo na glas, je boj za obstoj, ta moč, ki je v nas. Čeprav pozabljamo, kako je imeti rad. Tisto, kar vidiš in tisto, kar slišiš, dojameš in se sprašuješ, v kaj sploh še lahko verjameš. Zdravo, jaz sem Kevin Koradin in vi poslušate oddajo Radioaktivno. Naj ti ne bo hudo, naj ti ne bo hudo, nam bo lepo, 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 lepo. Ne bo hudo, naj ti ne bo hudo, nam bo lepo, tako lepo. Svoboda je krik, je ritem srca. Imeli smo vse, a smo pozabili na strast. Mlada je noč, na moji strani je čas. V sebi še čutim ga in vem, da nisem sam. Vem, da nisem sam. Naj ti ne bo hudo, naj ti ne bo hudo, nam bo lepo, 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 lepo. Ne bo hudo, naj ti ne bo hudo, nam bo lepo, tako lepo, lepo. Tisto, kar vidiš, tisto, kar slišiš, dojameš in se sprašuješ, v kaj sploh še lahko verjameš. Naj ti ne bo hudo, nekoč